Beseda mandala izvira iz staroindijskega jezika sanskrta in pomeni okrogel. Simbol kroga predstavlja popolnost, celovitost in enost. Mandale veljajo za vir duhovne pomoči pri vzpostavljanju duševne harmonije. Za mandale pravimo, da so psihokozmogrami. To pomeni, da predstavljajo nek intuitivno doživljen svet, da predstavljajo našo vizijo stvarstva in kvalitete tega stvarstva, kakor jih mi ljudje doživljamo. Osnova vsake mandale je krog, ki ga prežarja iz nekega središča izvirajoča energija. V tem krožnem liku se pa lahko pojavljajo potem različni geometrični elementi, različne barve, v glavnem komplementarne barve in tudi različni liki, zlasti če pogledamo na klasične indijsko-tibetanske mandale, ki vsebujejo tudi različna božanstva ali pa različne pismenke ali pa različne simbole. Zanimanje za mandale narašča tudi pri nas. Svojstven stil in doživljanje mandal sta nam preko razstave predstavili Vanda Omejc in Gabriela Železnik. Jaz se doživljam kot neko duhovno sliko, ker najprej jo nekako intuitivno vidim, zaznam, potem pa to prenesem na steklo. Ko ustvarjam mandale, predvsem doživljam svet, kot univerzum. Mandala je lahko izdelana z različnimi tehnikami in materiali, vedno pa ima isti namen. Služiti kot pomoč in sredstvo pri osebni rasti, koncentraciji, meditaciji, zaščito in zdravljenje. Delujejo od tistega trenutka naprej, ko jih ustvarjamo, tudi če jih sami rišemo, recimo kot čez pobarvanko, tako že delujejo na svoje ustvarjalca. Istočasno pa tudi, ko je enkrat ustvarjena, ko postane to neka sinhrona slika, neka lep krog, seveda ima svoje delovanje. Sama mandala je tako zgrajena, da že tisto sporočilno energijo, ki zajema naša energetska telesa, sporoča bistvo vsega. Najbolje je izbirati intuitivno mandale, in potem jih tudi intuitivno barvamo in tako rešujemo. In po zaključku lahko opazujemo 15 minut mandalo in gledamo v center in ta potem povzroči harmonizacijo našega telesa, ker mi se moramo v osnovi zavedati, da mi nismo samo fizično telo, ampak mi smo duša in ta duša je zgrajena iz različnih energetskih teles in ta energetska telesa so zgrajena iz simbolov in ti simboli imajo posamezne barve. To je ta povezava. Mandale so splošni človeški vzorec, zato jih odkrivamo pri različnih kulturah po svetu. Ta večni krog pa je bil poznan tudi na Slovenskem. V naši stari kulturi najdemo različne ornamente v obliki mandal, recimo na ljudski keramiki, potem na različnih drugih ornamentih, na skrinjah, na zibelkah in tako naprej. Pa tudi organizacija prostora v naši ljudski kulturi spominja na princip mandale, recimo zbiranje okrog lipe kot osrednje točke. Mandale smemo razumeti tudi kot umetnost, ne pozabimo pa, da gre za vizualne predstavitve duhovnih stanj in so tako neizčrpen vir, ki se nahaja v nas.